Jaz hodim za njo že leta 3, pa se mi že predolgo zdi. Hočeš biti moja ljubica, ti le tebe srce si želi. O ne, 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 a to pa ne, ljubček tvoja pa žine. Jaz hočem sama še naprej se veseliti kot doslej. Zidanci tam zdaj harmonika poje, vin se je slajše, kot srce je tvoje. Majolka bo ljubica moja odslej, ti pa srce za pečjo si ogrej. Jaz hodim za njo že leta 3, pa se mi že predolgo zdi. Hočeš biti moja ljubica, ti le tebe srce si želi. O ne, 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 a to pa ne, ljubček tvoja pa žine. Jaz hočem sama še naprej se veseliti kot doslej. Zidanci tam zdaj harmonika poje, vin se je slajše, kot srce je tvoje. Majolka bo ljubica moja odslej, ti pa srce za pečjo si ogrej. Majolka bo ljubica moja odslej, ti pa srce za pečjo si ogrej. Dobro jutro, lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje, takole prebudili smo se, prekrasno sončno jutro, le naj bo tako še cel teden, pa še naprej naj bo krasna jesen. Jaz sploh ne moram verjeti, mene tukaj le pošteno vroča na našem studiu, pa upam, da bo danes tudi, kar se temperatur tiče, prav prijetno zunaj. Zato danes, današnjo nedeljo, izkoristite kar se da super, in sploh seveda za sprehode v naravi z vašo družinico, ampak ne pozabiti gledati naše oddaje, ki je že več kot 20 let, se ne moram verjeti, res čas hitro teče, ampak 20 let, več kot 20 let že ustvarjamo oddajo v nedeljo pod lipo, seveda z različnimi glasbenimi gosti, takšnimi in drugačnimi, in nič drugače ne bo danes. Se že veselim mojega gosta danes, 500 metrov, zakaj ne 300, zakaj ne 200, bo povedal seveda v nadaljevanju Samo Jezovšek, bo moj današnji gost, v drugem delu pa boste moj gostje in pa, oziroma bom takole rekla, na vrsti vi za telefonskimi klici, kaj ti? Danes bomo podelili kar nekaj lepih nagrad. Naj povem, da z nami tudi Gorenje, podjetje Gorenje, ki je pripravilo res krasne nagrade. Tekom naših druženj bomo podelili. Tukaj imamo seveda, bom rekla, hit poletja, pa tudi hit v mesecu januarju, ko je veseli december za nami in se takole mlade in seveda ostale dame rade razstrupljamo, temu rečemo, in se seveda pripravljamo različne smutije. No, ne glede na to, pa zdaj je še čas, da poberemo kakšno sadje, no, veliko oziroma pretežno smo ga že, prav gotovo, in si naredimo kakšen dober smuti s pomočjo tegale smuti makerja, podjetja Gorenje. Danes ga bomo pa tudi podelili. Seveda v nadaljevanju še brglezove nagrade in pa na naši mizi tudi emo posoda. Kaj še čemu lepšega, kot to, da pokličete na našo številko 090 93 61 22. Torej kar nekaj lepih nagrad. Gorenje, torej z nami se predstavlja vse tja do meseca decembra. Z nami seveda tudi palični mešalnik, pa tehnica. Potem imamo tukaj mikser za pripravo različnih
zadev. Jaz mikse največkrat uporabljam za pripravo mase, za palačinko, za stepanje smetane in tako dalje, tako da podeljujemo tudi to. No, vsi tisti ljubitelji kave, jutranje kave brez kavice ne gre. Imamo tukaj tudi pripravo za kavo, to je gorenje, grelnik vode in še se bo našlo kaj tekom naših oddaj danes. Pa torej podarjamo. Naša punca tam v režiji si je izbrala in rekla, dajmo danes kar podariti tale smuti aparat, torej gorenje, in ga v nadaljevanju torej podarjamo. Še vedno velja povabilo, danes je še sejem pomp. Včeraj se je začel taram, bilo je ogromno obiskovalcev sejem pomp, torej sejem pompoznih dogodkov, vse za poroke, vse za obletnice, vse za maturantske plese, tako da zbralo se je ogromno obiskovalcev, tako da vas danes vabim, še izkoristite čas, vsi tisti, ki se boste v prihodnjem letu poročili, da najdete tam res kar en kup zanimivih ponudnikov od prstanov, obleke lahko tudi seveda poskusite, lahko vas tiste, ki se ukvarjajo z make-upom, seveda tudi nališpajo, po domače rečeno, pa ne samo to, tam je to seveda tudi glasba, Polonca in Klavdija. Ravno zdajle se Klavdija je že odpravila tja in potem v nadaljevanju se seveda srečava in tudi v živo kaj zapojemo, tudi ostali glasbeni ponudniki so tam, tako da bera je, bom rekla, pestra, tako da le pridite danes od 10, torej se je že začelo, pa vse tja do 5 popoldan. Ja, nič, zavihamo rokave, kaj kmalu se veselim današnjega gosta, samo je že pripravljen, kavico je že popil, malce glasbe, potem pa se že veselim. Je na plisu delala lepa kelnarca, 7-krat sem prosil jo, da bi plisat šla. Časa nisem mi mudi, je ponavljala, enkrat bo rekla, ja, ta punca trmasta. Enkrat bo rekla, ja, ta punca trmasta. Kar naenkrat se zgodi, pladen odloži, kot da me iskala bi z modrimi očmi. Je to res, ali se mi zdi, meni se smeji, to je to, zdaj pa bo, zdaj grem pa plisat z njo. To je to, zdaj pa bo, zdaj grem pa plisat z njo. Zapliši z mano, prelepa trmoglavka, zavrti se in poglej me v oči. V življenju mojem ti prva si plesalka, s teboj odplesal do zadnjih bom dni. V življenju mojem ti prva si plesalka, s teboj odplesal do zadnjih bom dni. Sva plesala kakor da, čisto sama sva, mi je rekla, naj bo to pesem najina. Jaz pa slišal nisem nič, mi bilo bi prav, tudi če bi nekdo na odru vreme bral. Tudi če bi nekdo na odru vreme bral. Zapliši z mano, prelepa trmoglavka, zavrti se in poglej me v oči. V življenju mojem ti prva si plesalka, s teboj odplesal do zadnjih bom dni. Zapliši z mano, prelepa trmoglavka, zavrti se in poglej me v oči. V življenju mojem ti prva si plesalka, s teboj odplesal do zadnjih bom dni.
Takole mi dva zvesto z Samotom že čakava, klepetava. Tukaj ne, sem ga vprašala samo, sem kdo je to? Modrijani, ne? Tako, ja. Ja, toliko slabo sledim, pa bi mogla, ne, tej glasbeni sceni. Tako da, kaj pa ti? Vidiš, jaz sem bolj v rokerskih vodah, pa vseeno poznam to. Cool. A si delal kaj za Modrijane z njimi? Prav za Modrijane nisem, sva pa z Blažom že veliko sodelovala, tudi v njegovi oddaji sem bil v bistvu v komisiji, ko smo zbirali mlade talente, Opa. tako da je bila taka ena zelo prijetna izkušnja. Aha, torej z Blažem, ja, torej v petek popoldan? V petek Zvečer. zvečer. Še ena stvar, ko ti mora roker povedati. V petek zvečer, ja, hvala ti. In kako je z snemanjem takih oddaj oziroma sodelovanje? Če sva davno že vrgla žogico za to oddajo. Glede na to, da sem tudi jaz pedagog, no, mi je bila to zaradi tega ena taka zelo lepa izkušnja, no, ko vidiš, koliko je nekih mladih talentov, Ja. Ki stopajo po isti poti, kot si ti, ko se spomniš, kako si ti kot otrok si to želel in vidiš v njih to željo, je res zelo, zelo lepa izkušnja, no, in tam tudi se spomnim, je bila ena pevka, Kiara, iz Slovenskih Konjic, in mi je že to najprej bilo, naša domačinka, in pol, ko je začela peti in igrati klavir, jo je z Blažem oba sesulo in nisem mogla verjeti. No, in zdaj vidim v vseh medijih, da je nastopila na Hrvaških talentih in je tam jih isto čisto sesula. Sesula, ne? Bila je In res sezula. zelo- Ja, In res. sezula. To pomeni, da sta izbrala prav in pravilno in dala priložnost seveda vsem tem mladim, ki stopajo po glasbenem Res je, bila je v bistvu zelo težka naloga to, no, ker bilo je res veliko odličnih. Jaz priznam, da sem na začetku pričakoval, ja, nekateri bojo dobri, nekateri bojo, večina bo pa mogoče bolj tak, ne. Tak. Ampak v bistvu skoraj vsi, ko so prišli tja, so bili nenormalno dobri. Ma mladina posluh, ne, pa Ja, v bistvu res sem bil zelo presenečen in Ja. vidiš kako v bistvu spremljajo zdaj socialna omrežja in kako se lahko v bistvu tudi preko interneta učijo glasbe. In res veliko jih poje. Znajo Kar je peti super, tudi ne, kar je super. ameriške pevke, oponašajo. In to je zelo dobro. Ja, zelo dobro, res. To zelo dobro. Ja. Ok, samo zdaj pa greva seveda k glasbi, ustvarjanju, se to je seveda tudi zdaj, kar si govoril, da je ustvarjena, ne? Ampak tebe glasba spremlja že kar nekaj časa, ne? Ja, v bistvu res od otroštva, tudi moj oče je glasbenik in mi je bilo to nekako v zibelko položeno, tako da res od otroštva in tudi srečo sem imel, da imam svoje najboljše prijatelje, ki so prav tako glasbeniki in tudi izhajajo iz glasbenih družin. In zato smo v bistvu bili skupaj kot prijatelji in tisti, ki smo drug drugega v bistvu spodbujali k temu, no, da postanemo čim boljši glasbeniki. Ali vaša družina kdaj zapoje skupaj? Je kakšna priložnost, da se usedete, ne vem, pa zapojete, a veš, kako to zna zelo fajn zveneti. Ja. In Pa tudi v bistvu, no, sploh, ko sem bil mlajši, ko smo skupaj živeli, še ko sem bil pri starših, smo z očetom veliko skupaj igrala in vem, da so mi to bili eni najlepših trenutki, ki pač Nepozabni, se jih ne? zdaj, ko se kot odrasel spominjaš tega, ti je res zelo lepo, no, Ja. tako da res velikokrat smo z očetom skupaj doma zaigrala, zapela, no in tudi potem kasneje smo večkrat tudi imela skupne Sodelovala. špile. ja. Tako, Kaj pa zdaj? Zdaj malenkost manj, no, zdaj imamo vsak svojih obveznosti. Si veliko, vpet tako. v kar nekaj skupin, ne? ja. In tudi delaš glasbo, ustvarjaš. Res te sledim in te cenim. Moram tudi to takole zdajle povedati, ne? Hvala lepa v imenu mene in pa Klavdije, ker tudi mi zelo dobro sodelujemo. Ja, res je, ja. Odličen pianist, tako da Hvala. kapo dol. Ne nazadnje pa itak si v spremljevalnem bendu Helene Blegne. Tudi. Vozla Marka. Tako, Marko Vozil Itak, mojster, ja. ja. In itak si z Šankrokovci rasturaš, ker si roker po duši. Ja. Kaj še? Ja, tako kot sem menila, torej največ sedaj trenutno z Šankrok, torej 5 let in pol sem član tega benda, potem
tudi 7 let sem član z Marko Vozelj in Mojstri, Mojstri. tudi z njimi ustvarjamo. Drugače pa sem kot poklicni glasbenik, ki pač sodeluje z različnimi glasbeniki slovenskimi, v bistvu prijatelji se Temu bi malo rekel pohecamo. prijatelji, ne? Pa tudi s prijatelji, ne? tako, Ker ja. vsi smo prijatelji. Ja, to je res. Ja. Kaj se pohecate? Moji prijatelji pravijo, da verjetno še ni slovenskega glasbenika bilo, s katerim ne bi sodeloval. Tako, ja. Ampak ni prijetno, ker v bistvu Ja, tako zelo je. si samo spoznal vse različne žanre. Roker si po duši, če bi tako bilo, bi verjetno to špuro vozil. Tako, ja. Delaš zabavno, malo tudi narodno. Kaj pa narodno zabavno? Je kaj? Pa tudi, ja, tudi ne? sem sodeloval že. V bistvu jaz zelo nerad glasbe delim žanrsko, ampak res, če ti je nekaj všeč, je to to in nima veze, katera zvrst je. Ja. Roker si torej po duši, pa če bi pa zdaj pa mogel izbrati kakšno narodno zabavno pesem, katero bi izstrelil? Katero bi si zaželel, da ti zavrtimo? Kar nekaj jih je takih. Ampak me prav zanima, kam boš zdaj usekal. Par dni se mi zdaj poje, cveteli so beli kostanji. Ja, mogoče zato, ker sem šel zadnjič kostanje nabirati in to po dolgem času in mi je bilo, ponavadi nimam časa, ampak ta teden sem si ga pa vzel in mi je bilo res zelo, zelo fajn hoditi po gozdu in nabirati kostanje in pa se mi je skozi ta pesem. Dobro, ej, krasni zbor. Ja, tam je zelo všeč. Je nimamo. V drugi priliki ti jo pripravimo. Tako da, Avseniki, ja? Ja, tudi sedaj ansambel Saša Avsenika mi je zelo všeč, sploh s pevcem Luko Seškom in zdaj Lucijo Selak. Res zelo, zelo lepo delajo. Tako da krasno. Rad poslušam, no. No, lepo. Ampak zdaj greva pa na to, kar si prinesel s seboj. Ja. Kaj je to čisto vroča zadeva samo? V bistvu je od maja. Maja je šlo. In evo, s ponosom ti jo dam. Z naslovom Telo. Zdaj tlele gori kar nekaj teles. Jaz sem da prej na začetku vprašala, katero je tvoje telo, ne? Ker v ospredju je mešanca, ne? Ja. Šala so tvoja? Ja. 500 metrov smo v bistvu 4-članska zasedba in dali smo naslov Telo, tako da se je pričakovalo, da bo Telo na CD-ju in pa se nismo mogli dogovoriti, čigavo telo bo na CD-ju. Vsa 4 niso šla in potem smo naredili eno tako miks vsega. Tvoje so očala, tvoje je pomagloka, tvoje so moke po čevljih. V bistvu ne, od vsakega en del glave, tako da glava je sestavljena iz 4 delov. Krasno. Potem tudi od vsakega ena roka in vsakega ena noga. No, jaz bi dala, da tole je tvoja roka. To je moja roka. To je tvoja noga. Ja, pa res. Ja, pa res, nekako dobro te poznam, eni rekli še predobro. Tako da, super. Zakaj Telo? Kaj kmalu si bomo pa zdaj zavrteli en glasbeni vaš spot pa 500 metrov, a ne? Zakaj Telo? Je to bila prva pesem, ki ste jo skupaj naredili? Ne, ni bila prva. Ni bila prva. V bistvu moram povedati, da 500 metrov smo glasbena skupina, ki delujemo že 17 let v bistvu. Ja, v tej skupini sta tudi dva brata Skaza, ki jih večinoma tudi pozna, izhajajo iz glasbene družine, že njihovi starši torej so znani družina Skaza. In potem mi smo v bistvu že v osnovni šoli začeli igrati skupaj. V bistvu v 4. razredu smo bili, ko smo že imeli svoj band in tako kot sem prej omenil, smo veliko skupaj vadili. Mislim, da sem bil med osnovno šolo skoraj vsak dan pri Skazakah. Smo rekli, gor na Bregu so doma in tam gor sem hodil skoraj vsak dan. Njihov oče tudi bil velik audiofil, torej imel zelo dobro ozvočenje, zbirko gramofonskih plošč, CD-jev in gor je bilo za mene, kot da grem nebesa in tam smo potem veliko prevadili. Ja, potem so nas pa malo poti, tam pri 20-22 letih so se naše poti malenkost razšle, zaradi tega, ker so nas v bistvu razni estradniki v bistvu vzeli za svoje.
Recimo, en primer je bil Janez Kaza, naš kitarist in pevec in večinski avtor melodij in besedil. Je na koncertu ga slišal menedžer Nine Pušlar in ga je povabil. In je zdaj z Nino, ne? Zdaj ne več, ja, ampak je pa bil 7 let član Nine Pušlar, ja, in snemal tudi za njo glasbo. No, in pač kot mladenič, 22 let star, sigurno, da greš, ne, in kar je v bistvu ful dobro, no, smo v bistvu zelo hvaležni, da smo lahko prišli na take velike odre, v katerih smo kot otroci res sanjali, ne, in pol, da pri 22 letih stojiš z nekim takim zvezdnikom na takem velikem odru, je to zelo fajn in tudi veliko izkušenj si pridobiš, no, tako da v bistvu zdaj lahko rečemo, da smo skoraj že videli vse in vse, ja. Moherji za vse, nič te skoraj ne sme presenetiti samo na odru, čeprav boš časih pa še kaj, ne? Vsaki koncert je edinstven, tako da ja. Zdaj si bomo zavrtili en glasbeni spot, dva smo danes pripravili, prvi je z naslovom, oziroma kaj želiš, katerega najprej zavrtimo? Dva sem pripravila, imamo pa seveda pa dajmo mogoče za začetek dobro jutro, ko bo najbolj pasal. Najbolj pasal. Ti si že zbujen, prebojen samo? Pa ja. Si bolj jutranji tip, ali ne? Drugače nisem. Včasih sem spal tudi do 10, 11, ampak zdaj sem učitelj v osnovni šoli in vsako jutro začnemo pol 8, kar mi je v redu, da sem si ustvaril en taki ritem. Ritem pa rana ura, zlata ura, čeprav je za muzikantor je to težko, ne? Ja, je res. Če greš ob 4, 5 domov, ne? Je res. Dobro jutro, drage gledalke in gledalci in skupina 500 metrov. Dobro jutro, še vedno mi diši to telo, ki z mano tu leži. Še si lepša od včerajšnje noči, čeprav šminko izprale so strasti. Lahko bi vsaj zapomnil si tvoje ime, morda ga kdaj še rabil bom, kdo ve. Saj niti v sanjah ne bi mislil si, da ta večer prekrižaš mi poti, tista, ki zaradi nje ustavil se je čas, da zamenja von lepljivih tav za kožo angela, ki mirno spi. Mirno spi. Dobro jutro, da pokličem te na svet, v katerem te že čakam vznemirjen, ker ne vem, če si ta, ki ob meni bo ostala še takrat, ko se svet več ne vrti, ali naj ti rečem hvala za večer, ko so angeli pustili, da na zemljo odleti tista, ki vdihnila je čar noči in mirno spi.
še preden sonce mi izdanje ime. Še preden upam si potrkati in vstopiti v njen dan, da ji rečem dobro jutro in predramim jo iz sanj. Se odpro od noči, preutrujene oči, se obrne, nasmeji in globoko šepne hvala za vse. Naprej se mi mudi. Življenje se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroj Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Gorenje.
Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu dal v sanjah upanje. Me bo še ljubila. Od čistega do ultračistega. Popolnoma čista in popolnoma suha posoda z novimi pomivalnimi stroji Gorenje Ultra Clean. Na polno sva čakala, ala? Zdajle, ni dolgi oglasi, jih bomo potem malo skrajšali. Povej mi 500 metrov, zakaj 500 metrov? Zakaj ne 200, 300? Ja, kje? Ne vem. Ja, to je torej pred približno 17 leti smo ustanovili ta band in pa smo razmišljali, kako bi dali ime in polno nekih idej, ki niso bile uporabne. No in potem smo se peljali z enega nastopa s pevskim zborom in smo lih debatirali malo o tem in naš takratni član še Nejc Špoljar pogleda čez okno in vidi tablo 500 metrov. A res? In to je bilo na Klancu, torej od gostišča v Lipi, verjetno poznamo večinoma vsi, torej to je regionalna cesta iz Celja proti Mariboru in ko zaviješ v odcepu za Zreče, tam je tabla in je pisalo 500 metrov Klanec. In smo rekli to. In smo rekli, evo, to je to. To je to. V bistvu taka, zdelo se nam je banalno, zanimivo ne? zaradi tega, ja, ker je to v bistvu taka fraza, ki jo skoraj vsak dan izrečeš, ne? Moj tamalni me vpraša, a smo še tam? Ja, čez 500 metrov. Ja, skoraj vsak dan v bistvu mogoče to enkrat izreče vsak človek. Ja. In, Si tudi lažje zapomniš. ja, to je bilo in na začetku nam je bilo ful zanimivo zaradi tega, ker smo napisali tudi z besedo, za številko 500 m, ne. No, potem smo to spremenili z besedami 500 metrov. Ma ne vem, malo lažje je najditi tudi na te platforme, ki jih daješ, recimo tako kot Spotify in tak naprej. Lažje pol najde z besedo, ja. 10 komadov je tu gor. Tako. Ja, to je zdaj prva, itak sveža zadeva, a ne? Ja. Itak te ne bom spraševala o ciljih za naprej, ker verjetno jih bo še več, pa imate toliko komadov, da bi rabili, po mojem, skozi to delati. Ja. To je bil zdaj zlati izbor vseh vas, kdo dela glasbo, kdo dela besedilo, ker ste vsi res pol močni na vseh področjih. Ker tu zna biti tudi kakšna ravsa, ne, včasih, ne? Ja. Če smo pa ženske skupaj, rečemo temu babi raus. Ne, jaz bom dala, ne tole to. Koliko to pri vas funkcionira, pa kdo je vse ustvaril, ne? Mi smo v bistvu želeli v osnovi iti na ta stari način, tako kot so včasih bendi delali, ker se nam je zdelo to najbolj zdrav način. Torej, včasih so bendi delali tako, da so se zaprli v studio in so posneli cel CD in so potem izdali single. Tako smo tudi mi, torej, da nismo najprej pesem, pa jo izdali in potem in tak naprej. In pol, ko se bi nabralo 10 skladb, bi izdali CD. Mi smo se res zaprli v studio Sebastjanu Podlesniku v Skornu pri Šoštanju in smo tam ustvarjali. V bistvu najprej smo bili 4 dni pri njemu, potem smo pa še nasnemavali druge stvari. Osnova ideja je bila to, da posnamemo res vsi naenkrat, brez metronoma, tako da pol glasba res diha, ne, da nisi tisto šablonsko omejen na metronomi. Pa še pol copy-paste. Tako, ja. Zadeve. Tukaj ni nobenega copy-pasta. Ker ste delali vse v živo, ne? Tako, ja. Tudi nekih nasnetih instrumentov. Tako, tudi nismo želeli, da so neki računalniški zvoki, ampak recimo nobenih samplov, ampak smo recimo tako kot klavir, smo snemali prav koncertni klavir na mikrofone, potem imamo godalne orkestre, ki vemo, da jih lahko danes že računalniško narediš in ne ugotoviš, da je to računalnik, ne. Ampak mi smo šli prav v živo, torej smo posneli godalni orkester in tak naprej. Nekaj slik smo pripravili, preden si zavrtimo naslednji spot, ampak zdaj bo mešanca, veš, vsega tega. Malo tebe, malo 500 metrov, tako da malo pokomentirava.
kako pa kaj, ker ja, veliko stvari bi lahko se nabrali. No, tole je med zadnjimi, Aha, ne? ja, to je v bistvu naš zadnji nastop, ki ga lahko tudi na YouTubu najdete. Torej, to je iz Radia Koper, v živo koncert, enourni koncert. Je full feeling, kjer ne, smo- v živo. Ja, ja. To je to. Mi pač res uživamo, zelo radi igramo v živo, tako kot se mogoče nekateri glasbeniki tega bojijo, je nam to v bistvu glavni gušt, bomo rekli. To, tako. Gremo naprej. Moja prijateljica Helena Vagne. Ja. Kako je sodelovati z njo? Ja, ona noče tega, da ji govorijo diva, ampak je v bistvu diva, ampak zelo odprta, zelo preprosta, tako da veliko se sliši, ima tudi po telefonu. Po telefonu, kdo je to? To je pa Ivana Kovač, to je pa hčerka Miša Kovača. Res? A tudi ona prepeva, poje? Tudi, vedno bolj v bistvu prodira. Sodeluješ z njo, delaš ali ste se srečala to? Imela smo, en dan smo imela eno tako radijsko turnejo, smo nekih 5 radijev obdelala, kjer smo v živo igrala. No, super. Ja, gremo naprej, no. Polne dvorane, to so tudi zaguštane, oziroma fajn je, če publika sodeluje, prepeva. Res je, ja, tole je en koncert v kulturnem domu. Z Markom, ne? Ja, veliko imamo tudi teh koncertov v kulturnih domovih z Markom in vsi so res zelo, zelo lepo. No, tole je pa posebna slika. To je povezano z eno tvojo željo. Ja, to je pa res, ne vem, od nekdaj Ki se ti je spomnila? Ja, od nekdaj so mi vulkani zelo fascinantni. Zelo rad gledam te... Izbruhe vulkanov? Ja, mogoče čudna. Ja, ne, ampak dobro. Ja, in sem bil na Etni in letos sem bil na Tenerifi. Tako da, ja, 2 vulkana sem obiskal, pa študiram, kateri bo tretji. Tretji, no, tole je tik preden gresta na oder z Manco, po mojem. Tako, ja, ena največjih prijateljic mojih, Manca Špik. Špikova? Tako, ja. Faca, ne? Ja, To je pa tvoja ljubica, poleg seveda tvoje leve polovice, ki je tudi danes z nami, oziroma tukaj s tvojim sinčkom in spremlja našo oddajo. Brez tega pa ne greš nikamor. Ne, to pa je v bistvu ljubica, orodje, vse. No, tule sta pa 2 ljubici. Ja. Se spomniš te oddaje? Se spomnim, ja, se spomnim. Zelo podpiraš tudi, bom rekla, ne tiste, ki so povezani toliko z high estrado, ampak kar radi delamo, Tlele je bila Katarina na prejšnji sliki, z njo si tudi nekaj delo, Res je, ja. Veliko ustvarjam glasbo, tudi za druge pevce, snemam, delam aranžmaje, melodije, tako da, ja. No, tole v igri. Tako, to je Matjaž Skaza, naš bobnar, odličen bobnar, ki je tudi dokončal akademijo v Celovcu za jazz. Fantje se med sabo zelo dobro razumete. Ja, zelo, res od otroštva smo prijatelji, najboljši in no, to je naš Janez Skaza, torej kitarist in pevec. Ne, to pa je nek čuden. Daj mi povej, ko se gledaš tako na posnetkih, pa to ti je že tako zanimivo še vsaj gledati, ali si že to čisto navadil? Zdaj sem se malo navadil, od začetka spomnim se, ko sem prvi video spot posnel, ko sem se zagledal na video, sem mogel kar ugasniti, sem mislil, se to ni res, že je tako grozno sebe videti, ampak zdaj sem se navadil, tako da. Tole je pa iz spota, ki ga bova zdaj tudi zavrtela. Tako, to je spot, ja, naš zadnji video spot, pred 3 tedni je izšel, naslov je pa Banderas, to smo snemali v Konicah, v mini Zuju oziroma Zulandu. Iskali smo eno tako western sceno in tam je res zelo dobro, in na kameri je tudi potem to zelo dobro in zares. Ja, s kom pa delate spote pa to produkcijo, video? Zdaj smo delali z Denisom Vengustom. To je v bistvu snemalec, ki je posnel tudi pohorsko komedijo, je Kirke Riko, ki jo zdaj v bistvu velikokrat vidimo, da zelo... Kar govori, ja? Da zelo prodira na te kinematografe. Všeč mi je, ker sodelujete tudi lokalno, da ne samo, bom rekla, posegate po, ne vem, bom rekla samo 1, 2, 3, ti, ki ustvarjajo spote, ali 3, 2, 1, ali 2, 1, 3, da date priložnost tudi ostalim parem. Ja, tu je res, v bistvu za to skladbo
Pa boš zdaj prva, ko ti bom to povedal. Ne, Torej, za to sama skladbo- ušesa so me. Za to skladbo smo že posneli en videospot, ki nam ni bil všeč. Bež, no. Ja, nekako ni izpadlo tako, kot smo si zamislili. No, in potem je bila, potem pa smo šli na to, kar smo se najprej pogovarjali. Torej, ko smo to skladbo naredili, smo vsi, to moramo pa narediti eno tako filmsko sceno zadaj, da bo to kot neki film, western. Ja, in pol, no, ko smo šli tisti videospot snemati, ki nam ni bil všeč, ni bil western film. Je bilo čisto nekaj ja, drugega. Se danes si mi že izdal par takih zadev, tisto prej ne bo šlo v eter, tole pa lahko. Ja, no in potem, ko sem ta videospot dobil za predogled, sva bila na kosilu z Miho Lesekom od Erosov pevcem in sem rekel, kam bi lahko šli snemati nekaj, ki je ta western scena. Ja. Je rekel, zakaj pa ne greste v Konicah, v Zulent, pa se spomnim, mi pa prvi spot šli na Jesenice snemati. Pa tole tik pred vrati, ne? Vedno dajmo pobrskati, če imamo kje najprej v blizu, pol gremo pa naprej. Tako da je izpad in je to. Tako, ja. To. Samo, počasi bova rekla na snidanje, jaz sem zelo vesela, da se ti tako vedno zoveš povabilo, pa pripelješ zelo rad pridem v mojo družbo. Pa v družbo naših gledalk in gledalcev. Kaj boš delal danes popoldan? Kam te bo danes? Danes je nedelja, veš? Ja, v bistvu danes sem po dolgem času malo prost, tako da ne vem, verjetno bom šel malo obiskat svoje stare starše. Lepo. Potem Jaz pa vem, kam bi te povabila, ker še nisi v klubu. Ker še ni sama v klubu, pa želim, da je čim prej v klubu. Ma veš, kak jaz sem že toliko porok odigral, da... Ne smete miniti. Naj ti bo seveda to popotnica za naprej, pa to zakaj pa ne, pa se hecam se malo, ne, ker bom zdaj ravno navezala, da seveda... Ko bom prišel izid. Ja, tak je, moj bi tudi rekel, kaj sem spet narobe rekel? Je rekel, kar naprej nekaj. Vedno nekaj kriv. Ja, vedno si nekaj kriv, pa nič ti ni prav. Pa to je pa najbolj različistih. Je tako, vse v zvezi so spodi pa pacija, ne? Ja, tako. Ker če gre takole, ne meni čim brez veze. Ni zanimivo, ja. Ni za gušt. Ni gušta. Ni gušta. Samo tole, preden zavrtiva si daleš spot, resno, kaj te pa čaka zdajle v prihajajočih se mesecih? Verjetno ogromno že zabezecanih terminov. Ja, v bistvu začelo se nam je veliko dogajati z 500 metrov, torej veliko intervjujev, vedno več nastopov, kar nas zelo veseli, tudi to je en naših namenov, da čim bolj gremo na teren. Drugače pa vsi smo pridni, vsi ustvarjamo tudi z drugimi skupinami in kar veliko je nastopov, zdajle novembra, kar nekaj, decembra pa ful. Tako da, ja. Ponavadi jaz januarja malo zbolim, tako da se zna narediti, da tudi letos januarja kaj. Bo vse pol prišlo za tabo. Ja. Zato pa danes podarjamo, oziroma bomo zdaj izvedli nagradno igro, ker bomo podelili tale smoothie maker za kakšne vitaminske napitke. Ti pa mogoče kakega v mesecu januarju podarim, da si boš mešal vitaminčke. Super, bom spremljal pa poklical. Tako, hvala ti samo za današnji obisk. Hitro mine, ne? Ja, zelo. Gre, bi še bil, ne? Bi. Moram ti pa nekaj povedati, da si se ful zverziral, kar se tiče govorništva. Po mojem se veš prvi tisti govor, jaz sem sam klaviaturist, mene neč spraševati. Tako je ponavadi. Ja, v bistvu vsem rabiš tudi nekaj izkušnje, tudi na tem področju, recimo. Pustiva še kaj skrivnosti za prihodnjič. Tako? Danes si že izdal kakšno zadevo in vedno, ko bom si pogledala tisti ta prvi spot, si bom zamišljala, kar si mi rekel. Dobro. Samo da upam, da ne bo tako doma. Ne. Morda v kakšni drugi priložnosti. Hvala ti za tole, zdaj pa zavrtimo torej Banderasa. Zakaj Banderas, samo še to? V bistvu vse naše skladbe v bistvu opisujejo eno tako tematiko vsakdanjega življenja. Sploh v bistvu Janez je avtor vseh besedil, tako da opisuje recimo njegove zgodbe,
predvsem zgodbe, ki jih človek doživi na prehodu iz 20 v 30, ne, ko se ti ta številka na začetku obrne iz 2 v 3. Ne, Imaš za 3 pa 4 tudi kaj, pa za 4, 5 tudi kaj, ponavadi naredite kaj. po 30 pravijo, te začne že kaj bolet, pa tak, ne. Pa šele po 40 samo boš videl. Pa malo več spanja rabiš, pa tak naprej, ne. Tako da v bistvu so to tematiko iz vsakdanjega življenja, no, recimo ena skladba je Gor luč, kjer Janez opisuje svojo bolezen, ki ima kurjo slepoto, recimo, ne. Potem predzadnja skladba, torej 8. skladba je skladba Polnoč. V bistvu tu govori pa o tem, torej Janez in Matjaž sta brata in v svojem otroštvu sta izgubila mamo, ki je umrla za rakom, in zdaj po tolikih letih je v bistvu Janez napisal skladbo za svojo mamo. Ja. In mogoče, če bojo kdaj gledalci poslušali to skladbo, ko bojo vedeli zdaj zgodbo ozadja, v bistvu zelo, zelo žalostno. No, in ko je nam to povedal na vajah, verjetno tega ne bom nikoli pozabil, da so bile to prve vaje, v bistvu, kjer smo bili solzni vsi, sem si mogel prav ubrisati synthesizer, ker sem imel... To zgodbo vam je povedal, kako je on to doživel? Najprej smo v bistvu to že igrali na parih vajah in potem je pa povedal, zakaj je skladbo napisal. Evo, Samo, pustivaš... Mogoče sem da to, jaz za Banderasa, da se vrnemo. Torej, Banderas je pa čisto nasprotje tega, torej ni nobenega vsakdana, ampak je Janez najprej zaigral en taki klišejski kitarski riff, ki nas je takoj na to western povezal. Takoj smo slišali to, oziroma se spomnili na to zgodbo o Zoru, ki jo je odigral takrat Antonio Banderas, in tako je nastala skladba Banderas. Tako, super. Hvala ti, Samo, za danes. Hvala skupini 500 metrov, zdaj si pogledamo spot in na snidenje. Hvala ti. Nekaj mi povej, me še čakaš, da s poljubom vročim dvignem te iz sna. Naj izpod odej dvigne te glas, škornjev korak moj strumno ropota. Opas
Narisal si bom brke kot Antonio Banderas, zapel ti serenado lepše, kakor San Jose Carreras. V ritmu kastanjete zavrtim te in odplešiva. Tja, kje letiva in se lesi se dotikava neba. Ne spiva, vse dokler nemočna padeva na tla. Ne spiva, dokler nemočna padeva na tla. This is the story of a hero, an outlaw dedicated to justice, and a lover of beautiful women. A great lover. Really, it is crazy. Wow. Wow, skupina 500 metrov, no zdaj pa gremo k naši nagradni igri. Tukaj na naši mizi torej imam nagrade, podelimo na hitro, gremo številka 090 93 61 22. 4 krasne nagrade danes podelimo in sicer 2 posodi Emo. Tukaj jih imamo malce večje kot prejšnjo sezono. Darilni bon v vrednosti 25 evrov in sicer družina, torej Brglez, poslovalnice Vransko, Petrovče, Šempeter, bon v vrednosti 25 evrov in pa Gorenje danes podarja smuti, torej aparat za pripravo raznih teh napitkov, noter lahko dodate ni da ni. Evo, telefončki zdaj že zvonijo in gremo kar hiter. Akcija, kdo je z nami? Dobar dan, Kdo je z nami? Frida Laško, Frida, hitro številko. 070 Ja, 87 ja. 8092. Super, hvala, lepo nedeljo, srečno. Enako, nasvidenje. Takole Frida je bila z nami, gremo naprej, kam zdaj? Dobar dan. Halo, Dobar dan. kdo je v naši družbi? Halo, dobar dan, Marjeta tu. Marjeta iz? Dobar dan, Marjeta tu. Iz? Rogatec. Ok, Rogatec. hitro številko. Rogatec. Ja, imam, številka pa je. 041 Ja, 320 Mhm. 740. 7-4, lepo nedeljo. Hvala pa, lepo nedeljo. Marjeta. Dajte telefončke čisto na tiho, da se bomo dobro seveda slišali. Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? A se slišimo? Marjan iz Laškega. Marjan, čakajte, Marjan Laško. Laško. In številka je? 41 Ja, 996 996 017. 017. Hvala lepa, lepo nedeljo, srečno. Enako. Malce bomo seveda dali mogoče telefončke na glas ali pa muziko malce bolj tiho, da se bomo lažje seveda slišali, vi pa razločno ne povejte vaše ime pa priimek oziroma priimka ne, skod kličete in številko in dajte seveda televizijske zaslone čisto na tiho. Imamo koga na zvezi? Številka torej 090 93 61 22. Danes podarjamo 4 odlične nagrade, 2 Emo posodi, tukajle jo imam, potem imamo bon v vrednosti 25 evrov, torej 2 taki posodi in pa Gorenje podarja tale šejker, ki bo nekomu seveda prišel še kako prav, jaz bi ga tudi imela, mogoče ga pa dobim. Dobar dan, kdo je z nami? Halo, dober dan. Ja, z nami pa je. Štefka z Rogaške. Cvetka, Rogaška, hitro številko. 035 045. 814 889. Super, Cvetka, sem zapisala lepo nedeljo, tudi vam. Hvala Srečno. lepa. Gremo naprej. Halo, kdo je z nami? Ja, kdo je z nami? Silva iz Šoštanja. Silva Šoštanj, številka. Ja, Številka pa je. ne čujem. Pravim, številka pa je telefonska. 070 Ja, 267 682. 682, kaj pa prej?
Silva iz Šoštana. Ja, 070. 07 267 Ja. 682. Šoštan. Ja, lepo nedeljo, srečno. Nasvidenje. Ko srečno. Kdo je z nami? Dober dan. Halo, se slišimo? Ja, gremo naprej. Dober dan, kdo je z nami? Številka nič 90 93 61 22, 4 krasne nagrade, tukaj jih imam, Gorenje, 2 emo posodi in pa bon za vrednosti 25 evrov. Dober dan. Halo. Ja, kdo je z nami? Dober dan. A se slišimo? Halo. Pozdravljeni. Ja, kdo je z nami? Ivica tu. Ivica, odkot? Za Bukovica. Ja, hitro številko. 051 Ja, 319 623. super, zapisano Ivica, lepo nedeljo, srečno. Lepo, enako. Gremo naprej, telefončki zvonijo, dober dan. Kdo je z nami? Dober dan. Ja, kdo je z nami? Ja, kdo je z nami? Dober dan. Halo. Viki Žalca tukaj. Žalec, povejte, kako vam je ime? Viki Žalca. Super, povejte številko. 041 788 Ja. 283. Super, lepo nedeljo, srečno in lepo za žalec. Enako adijo. Adijo, takole, Gorenje, mikser, lep, tale krasen, seveda aparat in pa seveda zelo priročen. Dober dan. Halo. Halo. Dober dan, kdo je z nami? Jože Luče. Jože, hitro številko. 031 521 742. Super, zapisano. Lepo nedeljo, Jože. Ja, enako, Srečno, nasvidenje. čau. Takle mi je všeč, da gremo hitro naprej. Dober dan. Ja, se je odložilo, gremo naprej. Številka nič 90 93 61 22. Halo? Še ne, čakamo. Do konca oddaje bomo imeli seveda tole na hitro. Dober dan. Ja, dober dan. Halo? Dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Marija iz Vitanja. Marija, čakajte malo, Vitanje, številka? Številka pa je? 041 Ja, 973 973. 921. Super, zapisano, Marija. Hvala. Krasno, Adijo. lepo nedeljo. Ok, tukaj se kuha. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Helena iz Oplotnice. Čakajte malo, Helena, OPL bom napisala, Oplotnica, številka pa je? 040 Ja, 483 941. 941, lepo nedeljo, srečno. Hvala, enako, nasvidenje. Čau! In kam gremo sedaj? 4 nagrade podarjamo, 2 emo posodi, Gorenje je zdaj z nami vse do meseca decembra in pa Brglezovi. Dober dan. Halo, halo? Zdrava. Kdo je z nami? Zlata. Kdo? Dober dan, Zlata. Zlata, odkot? Zlata, Slovengradec. Super, hitro številko. Zlata, Slovengradec. Ja, hitro številko. Slovengradec. Ja, še vašo telefonsko številko bi prosila. 040 Ja, 886 569. 569, lepo nedeljo, srečno, nasvidenje. 040 Ja, 886 ja. 569. 569, ne? Tako, srečno, lepo se imejte. Ja, kar fajn razlučno govorite, ne? Ja, kam gremo zdaj? Dober dan. Halo? Helena. Helena, odkot? Celje. Hitro številko. Celje. 070 041 Ja. 972 162. Super zapisano, Helena, lepo nedeljo, srečno, pa sva se zmenili, tako je. Pejte nekam ven, da ne bo odmeva. Halo? Halo? Dober dan, kdo je z nami? Albina Kit iz Celja. Čakajte malo, Albina Celje, številka pa je?
031 Ja, 806 ja. 172. Super. Albina, lepo sončno nedeljo, lepo se imejte. Hvala, enako. Nasvidenje. Svidenje. In gremo seveda naprej, 4 nagrade. Ja, še imamo telefonske klice. Halo, halo, kdo je z nami? Se slišimo? Halo? Halo, halo? Samo slišim. A smo zdaj? Marija, Ja, smo. tukaj je Šmartnega opaki. Šmartno, Opaki, hitro številko. Ja. Številko. 041, Ja, 041, ja, 802, ja. 074. Sem zapisala. Lepo nedeljo, Šmartno Opaki, srečno nasvidenje. Sem zapisala, tako. Ja, jaz upam, da se dobro slišimo, ne, ker ponavljamo tele številke. Kdo je z nami? Dober dan. Halo. Halo. Ja, kdo je z nami? Halo. Ja, kdo je v naši družbi? Halo. Se slišimo? Halo. Dajmo, prosim, res, ker tole fejs preveč odmeva, pa pokličite nazaj, pojdite v drugo sobo, ne biti zraven televizorja, ker tole slišim, halo, 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 halo. A se zdaj boljše slišimo? Ne. Dajmo, gremo kar naprej, številka 090 93 61 22, drugi telefonski klic, halo, halo, 4 nagrade, danes podarjamo torej posode Emo in pa bono vrednosti 25 evrov in pa Gorenje, tale smuti aparat. Halo, halo. Halo, Kdo je z nami? To pa slišim. Jožica Doberna. Pa to pa slišim ful dober. Dober, na hitro številko. 031 Ja. 452 Ja. 235. Pa super, tako vas slišim, kot da bi Jožica bili zdaj tukaj. Super, krasno. Ja, fajn. Lepo se najte, Ja. adijo. Enako lepo nedeljo tudi vam. Ćao. In gremo naprej. Jožico sem zdaj ful dobro slišala. Po mojem je šla v kopalnico ali pa nekam ven. Halo? Dober dan. Ja, dober dan, se slišimo. Halo? Ne. Zavrtimo si glasbeni spot, malce glasbenega predaha, še enkrat vam povem, kako je potrebno poklicati. In sicer vzamete telefonček, zavrtite številko 090 93 61 22 in greste tam, kjer ni televizije, zato ker ful odmeva in se potem ne slišimo dobro in nas seveda pokličete. Če je kdo zdaj na zvezi, ga sprejmem, vmes pa ne klicati, ker bomo zavrteli si glasbeni spot. Imamo nekoga na zvezi. Dober dan, recite. Jože iz Štor. Pa super vas slišim za Jože. Hitro številko. 040 654 023. Super, lepo nedeljo, Jože. Enako lepo zdrav živijo. Živijo, ima glasbe. Kdo kot jaz izbiral je poti in nudil priložnosti ljudem, ki so brez vesti. Kdo preštel na duši bo sledi udarcov in težkih dni, ljubezni si vsak želi. Nežna kot nebo, čista kot zlato, naj tolažim se pri tebi. Ti, ki rano celiš mi, ustajaš v temi, nocoj zaspijo meni. Ti,
Ja, človek kdaj pa kdaj greši, utrujen in brez moči, ne zmore prihodnosti. Kdo preštev na duši bo sledil, udarcov in težkih dni, ljubezni si vsak želi. Nežna kot nebo, čista kot zlato, naj to lažim se pri tebi. Ti, ki rano celiš mi, vstajaš v temi, nocoj zaspi ob meni. Verjameš lepše dni, to pesem poje tebi. Ti, ki rano celiš mi, vstajaš v temi, nocoj zaspi ob meni. Ti, ki verjameš lepše dni, to pesem poje tebi. No, sta šla. Krasna pesem. V nadaljevanju, če bomo uspeli seveda doklicati, pokličemo seveda Nina, nimamo še na telefonu, gremo pa seveda za nagradno igro naprej, nič 90 93 61 22, 4 nagrade danes podarjamo. Zdaj si se jaz malo smejala tam v moji ekipi. Res, dejte, bodite pozorne, še enkrat povem pravila klicanja, da boste vedeli. Če se odločite, pokličete, si zapomnite, zapišite našo številko, pa pejte nekam v prostor, kjer televizije ni, ali pa dejte res ful na tih, ker drugačne, ti operaterji, pa preden to pride sem, pa tja levo, desno, so zelo fejstile odmiki in potem vi slišite še od onega prejšnjega, pa predprejšnjega, tako da je cela zmešnjava. Pejte v drug prostor. Številka nič 90 93 61 22. Jaz vam listke tule pripravljene. Danes podarjamo 4 krasne nagrade, in sicer Gorenje, Smoothie Maker, dve posodi, s pokrovom seveda, Emo, ja, 2-litrska krasna posoda in pa bon v vrednosti 25 evrov Brglezova zadeva, ki jo seveda izkoristite v njihovih poslovalnicah. Dober dan. Halo. Halo. Kdo je z nami? Ja, se slišimo? Kdo je z nami? Halo? A se slišimo? Halo, dober dan. Ja, telefončki zvonijo, številka nič 90 93 61 22. Ja, takole zdaj pa upam, da bo dober. Počakam, je odzvonilo in pozdravim. Dober dan. Dober dan, tukaj lepa Urška, dober dan. Urška, dober na hitro številko. Nič 31. Ja. 804. 954. Super, sem vas krasno slišala. Urška, lepo nedeljo. Srečno. Enako, hvala vam. Srečno. Tako se imejte. Opa, tole moram odpreti. Halo. Kdo je pa zdaj z nami? Dober dan. Franci iz Laškega. Hitro pišem Laško, hitro številko. 070. Ja. 70 30 10. Super, lepo nedeljo. Srečno. Enako. Ja. Takole, Gorenje je danes z nami, Emo posoda in pa darilni bon Brglez. Dober dan, kdo je v naši družbi? Halo. Halo. Kdo je z nami? Marija iz Dola pri Hrastniku. Hitro številko.
070 330 712. Super, zapisano Marija 330 Hvala. 713. Nasvidenje. Lepo se mi pe. Pa to mi je tako všeč, no, ko se fajn čujemo. In laufa nemoteno. Dober dan. Halo. Ja, dober dan. Dober dan, kdo z nami? Ana z Velenja. Pišem Ana Velenje, številka. 041 Ja. 806 656. Super, krasno, lepo nedeljo, Hvala, srečno. lepo nedeljo, nasvidenje. To mi delite, evo, pravila bom vsakokrat povedala. Dober dan, lep pozdrav, kdo je z nami? Dober dan, Brigita. Pa krasno. Griža. Brigita, številka pa je? 031 556 Čakajte malo, zdaj sem, ne, počakajte, 0, 31 ja, 556 ja, 275. 275, super, zapisano, Brigita, lepo nedeljo. imam. Srečno, evo, takole, super se slišimo zdaj. 4 nagrade, Brglez, 2 posodi in pa Gorenje. Dober dan. Halo, kdo je z nami? Dober dan. Ne. Ja, kdo je z nami? Se slišimo? Ja, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, Dragica iz Luč. Dragica, samo malo, Dragica Luče, številka. 041 Ja, 820 467. 467. Lepo nedeljo, Dragica. Enako. Vse dobro. Srečno. Takole. Ja, Gorenje, Emo posoda in pa Brglezovi. Dober dan. Halo. Še nimamo številka nič 90, 93, 61, 22. Podeljujemo torej 4 krasne nagrade, posode, tukaj jih imam, ja, za juhco, ja, za kakšen rižek, top, top. Lepa bučkasta, ta oblika mi je res všeč, Emo posoda in pa Gorenje z nami, torej smuti pripravljalnik oziroma aparat. Dober dan. Halo. Dober dan. Kdo je z nami? Andrej iz Radeč. Čakajte malo, Andrej, Radeče, številka? 031 Ja, 425 425 631. 631. Srečno, lepo nedeljo. Lepo nedeljo, vse dobro, adijo. Tudi vam lepo, lepo. Evo, pa gremo naprej. Še par telefonskih sklicov bomo sprejeli. Kam gremo zdaj? Dober dan. Dober dan. Ja, kdo je z nami? Žan iz Laškega. Žan. Žan Laško. Ja, čakajte malo, Žan Laško, številka pa je? 051 051 456 456 074. 074. Lepo nedeljo, srečno. Enako. Takole gremo naprej, to mi je všeč hitro. Halo, halo, kam pa potujemo zdaj? Dober dan. Dober dan, Katja iz Ožbalta. Katja, Ožbalt, hitro številko. 031 Ja, 497 188. super, krasno, Katja, lepo nedeljo, srečno. Hvala, enako, ja, nasvidenje. Čau, adijo. Halo, halo, dober dan. Ja, dober dan, Marija Kdo pri je- telefonu. Marija, odkot? Iz Nazarje. Pišem številko. 031 Ja, 781 ja, 724. super, 724, lepo Lep dan. nedeljo, lep Enako, dan tudi vam, adijo. srečno. Madoneš nas gledate danes, halo, potem greste pa ven, ne, po kosilo. Ja, takole, zdaj si zavrtimo kratke oglase, potem pa še par klicev in gremo domov. Gremo, ogled. Življenje se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroj Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Gorenje.
Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu dava v sanjah upanje. Me bo še ljubila. Od čistega do ultračistega. Popolnoma čista in popolnoma suha posoda z novimi pomivalnimi stroji Gorenje Ultra Clean. Takole še par telefonskih klicev bomo sprejeli. Danes podarjamo torej 4 krasne nagrade, 2 Emo posodi tukajle na naši mizi, Gorenje in pa darilni bon v vrednosti 25 evrov za karkoli. Ni, da ni, lahko izkoristite. No, novost pa torej res z nami Gorenje. Kar nekaj krasnih izdelkov imamo pod našo zeleno lipco obrezano, a ne? Ja, za vodo, za kavico skuhati, potem palični mešalnik, tehnica zelo, zelo, zelo priročna. Lahko jo date tudi v torbico, za kaj stehtati, malce šale, pa malce zares. In pa seveda, bom rekla, mikser, ročni mešalnik. No, danes pa, dragi moji, podarjamo tole krasno nagrado in sicer smoothie maker, torej smoothie aparat za pripravo torej raznih napitkov. Kaj več bom seveda povedala v naših prihodnjih, torej mešalnik, prihodnjih oddajah, ko bo z nami seveda tudi Aleš Pricelj, ki vas bo prijazno povabil tudi v nov salon v Ljubljani, sicer je pa tukaj njihov salon tudi v Velenju razstavnih, bom rekla, aparatov Gorenje. Jaz sama osebno povem, da sem pristaš gorenjskih aparatov. Nedolgo nazaj sem povedala, da zelo dolgo že uporabljam njihov retro hladilnik, ki je res krasen. Pa seveda Gorenje pečica, Gorenje indukcijska plošča, Napa, ni Mapa, ne, kot nekateri rečemo, Napa Gorenje, tako da ja, in pa en kup Gorenje teh aparatov, da ne govorimo o pralnem stroju. Takole, danes pa podarjamo torej 4 nagrade, če imamo koga na zvezi, sprejmemo še par telefonskih klicev. Dober dan. A se slišimo? Dober dan. Halo? Če ne, gremo kar naprej. Pravila sem povedala, ugasnite televizijo, gremo naprej. Številka nič 90 93 61 22. Čakam naslednji telefonski klic. Dober dan. Še ne. Če pa bomo vmes lahko Milovan poklicali našo Nino in povabili vse naše gledalke in gledalce, gremo mogoče kar zelo probati poklicati na sejem Brdo pri Kranju, pa seveda z velikim veseljem, da kakšno besedo rečem, ne, nimajo še, tako. Vas bom pa jaz seveda povabila na ta sejem in sicer sejem Brdo pri Kranju, torej naslednja nedelja in pa seveda sobota. Rezervirajte se seveda vsi tisti, ki želite obiskati ta sejem. Gre za poročni sejem, torej namensko ta sejem, ki seveda je dobrodošel za vse tiste, ki se boste seveda prihodnje leto poročili. Tam najdete res ogromno stvari, veliko razstavljavcev se bo predstavljalo, veliko ponudnikov, petje, obleke, zlatarne, make-up, frizure, dodatki, slike, fotobuti, piškotki, skratka, ni da ni. Tudi danes ne zamuditi na sejem Pomp, tukaj do 5 bomo skupaj, jaz zdaj, ko zaključim, tole grem seveda tja. Ustvarjamo tole poročno zgodbo skupaj za Pompovci, Celje, skupaj za Nino Pavec in pa Brdo pri Kranju, tako da prisrčno torej vabljeni. Imamo pa telefon zdaj še tik pred skoraj do koncem. Dober dan. Halo, kdo je z nami? A se slišimo? Pa odmeva, tole ne bo dober, ni dober znak. Ne, nimamo, tako ja. Sem povedala, pejte v drugo sobo, da ni tega eho odmeva. Še kakšen telefonski klic? Lej, dajmo tako narediti. Zlati, srebrni in bronasti telefonski klic naredimo še danes, a ne? Sprejmemo 3 telefonske zadnje klice in torej rečemo potem na snidenje. Do prihodnjič! Torej, prvi telefonski klic je kateri? Kam gremo? Številka torej nič 90, tale je spisana.
93 61 22. In hvala lepa vsem tistim, ki ste danes klicali. Podelimo torej 4 krasne nagrade. Taram, zdaj se bom malce vstala. Emo posoda. Danes podarjamo torej dve tele emo posodi. Krasno. Bon v vrednosti 25 evrov in pa Gorenje, tale mešalnik. Vidim noter tudi oreščke, tako da gre za super zadeva. Ja, 2 hitrosti, neka posebna funkcija, uporabna, zelo easy za uporabljati, torej preprosta uporaba in pa tudi preprosto čiščenje, kar je meni zelo pomembno. 3 telefonske klice. Imamo koga na zvezi? Še ne. Številka 090 93 61 22. Čakam. Bom takole naredila. Če bo bilo. Če ne, pa ne. Bom pa rekla nasvidenje, ne? Počas. Ja, počakam torej še. Številka 090 93 61 22. A ste se zdaj ustrašili vsi tisti, ne? Ker sem vam rekla, da pejte drugam. Ne gre, ne? Ja, tle preveč odmeva in pol se čist nič ne slišimo. Takole, če nimamo klica, je nič, bomo pa seveda izžrebali 3 tiste, ki... Opa, pa ne me hecat. Pa imamo. Dober dan. Halo, kdo je z nami? A se hecate? Številka 090 93 61 22. Halo? Imamo kakšen klic? Še ne. Mogoče pa zadnjega tik pred 12. Ja, takole, to je minuta do polnoč. Dober dan, kdo je z nami? Nejc pri telefonu. Odkot kličete, Nejc? Telefon. Pa ni važno. Povejte mi sam številko. 070 Ja. 146 200. Super, Nejc, lepo nedeljo ti želim, srečno. Hvala, enako, dio. Pa zakaj sem jaz Nejca tako fajn lahko zdaj slišala? Pri ostalih pa ne gre. Še damo kakšen telefonski klic, ga še imamo? Enega še? Zadnji? Evo, zadnji klic. 090 93 61 22, tako, evo, imamo. Halo? Halo, dober dan, kdo je z nami? Halo? Ok. Pa ni. Dobro, gremo seveda zdaj podeliti te nagrade in sicer bomo premešali, hvala lepa za vse tele klice, tlele not ste, ja, da bomo pa malo zakuhali. Gremo torej bon v vrednosti 25 evrov, ki roma kam? Bon v vrednosti 25 evrov roma sem in sicer Albina iz Celja. Albina, 25 evrov bon ste dobili, vas pokličem. Gremo naprej. Potem imamo ema posoda, številka 1. Številka 1, ema posoda, druga, tako. Jože, Jože, vas jaz ne bom več devala tle noter, dejte mal, ker vi imate pa tako srečo, pa ne zato, ampak res, ker Helena iz Celja, emo, vi po mojem že imate toliko ema posoda, da jih lahko prodajate. Malce heca, pa nič ni narobe, se lahko kličete, da ne bo pomot, ampak srečo imate, blazno srečo. In zdaj pa za tale gorenjski smuti, pripravljalnik, aparat, nagrado pa dobi. A se vi hecate? Dragica iz Luč. Gorenje. Zapisano. Nič. Bom kar rekla nasvidenje. Se ne vem, a sem že čestitela, vmes imamo brat imel si rojsten dan, čist za konc. Vse dobro ti želim. Nisva se srečala, ti pa čestitam, ko prideva skupaj. Lepo pa se imejte tudi vi, draga moja družba. Do prihodne nedelje doživljite vse dobro, družite se z tistimi ljudmi, ki vas veselijo, ki vam seveda ljubezen vračajo nazaj, ne pozabite pa na sebe. Veliko na sebe, delajte na sebi. Pojdite v naravo, danes je en tak čudovit, krasen dan, ne zamudite ga. Srečno in nasvidenje do prihodne nedelje. Čau! Avto moj vedno me
privezan bil. Pa oba z avtom sva preveč ga pila, noga je premočno na plin stopila. Ko domov kmalu sliko sva dobila, pa so šle rakom žvižgat točke vse. Avto moj ne ve, kaj je prav, kaj ne, zdaj v garaži čaka me, jaz biciklom vozim se. Ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šika, da ga spet ne izgubim. Ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šika, da ga spet ne izgubim. Glava se mi na zraku je zbistrila, kazen pa me je nekaj naučila, da lahko se počasi daleč pride, avto moj pa se strinja bo z menoj. Avto moj ne ve, kaj je prav, kaj ne, zdaj v garaži čaka me, jaz biciklom vozim se. Ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šika, da ga spet ne izgubim. Se popeljem z njim, ko se šika, da ga spet ne